Čau, Jure, tukaj sem pevec in kitarist pri različnih zasedbah in igram kitaro že od malih nog. Danes si bomo spet pogledali nekaj malega o akordih. Ja, pogledali si bomo 3 različne načine, kako prijeti D-mol. Zakaj D-mol? Ja, ker si je nekdo zaželel, Pink Floyd, dovolj in komad je v D-molu. No, pa poglejmo kar ta prvo pozicijo oziroma ta prvo varianto D-mola, to verjetno že vsi poznate. Boste prijeli s kazalcem prvo polje prve strune, prstancem tretje polje druge strune, sredincem drugo polje tretje strune, odigrali boste pa tudi prazno D, kar vam bo dal D, A, D, F. Ja. No in to je ta prva varianta. Če malo pobrskamo, odprta struna, tale D, D-ton se nam ponovi tudi na petem polju, tukaj na tele A struni. Kar pomeni, da lahko sestavimo še en akord, in če se postavimo v peto pozicijo in uporabimo še ostale prste, tako da jih dodamo, se pravi sredinca na šesto polje druge strune, potem mezinca na sedmo polje tretje strune in prstanc na sedmo polje četrte strune. Vse to skupaj z barejem dobimo ponovno D-mol. Tokrat na peti poziciji. In s tem se bomo tudi potem kasneje ukvarjali. Ja? No, gremo brskati še naprej. Se pravi, če se zapeljemo po E struni, najdemo na desetem polju ponovno ton D, kar pomeni, da spet lahko sestavimo akord D-mol. Tokrat bomo naredili bare, se pravi, s kazalcem boste prijeli celoten vrat na desetem polju. Dodali boste prstanc pa mezinc, sicer prstanc boste dodali na 12. polje pete strune in mezinc na 12. polje četrte strune. Ja? In evo, ponovno D-mol. Tega sestavljajo D, A, D, F, A, D. Ugotavljamo, da se te toni zelo se ponovijo, zaradi tega, ker je vse, kar je drugače, da jo primemo na drugih mestih. Kasneje boste ugotovili, da take finte veljajo tudi za druge akorde, ampak o tem ne bomo zdaj. Mi se bomo ukvarjali s temle akordom na peti poziciji, ki ga sestavlja D, A, D, F in ponovno A. Saj tega uporabljajo Pink Floydi v komadu Dovolj. Evo ga. Lahko bi tudi druge uporabljali, ampak zaradi zvoka in tona ni, ta je ta prav, Evo, in to je to. To je tak majhen trik, ki vam bo pomagal pri prvih korakih. Mi si pa poslušamo zdaj še Solažico, ki sem si jo majčkeno zimproviziral in se vidimo naslednjič.